Met in čaj je en podcast, ki ga delamo in poskušamo na en tak sproščen način se pogovarjati z ljudmi, ki imajo izkušnje, ki imajo znanje o stvareh, ki se dogajajo v medijih ali pa o njihovih, izkušnjah, o tem, kaj so se naučili, kaj svetujejo. Tako da ena taka epizoda je gospod Tone Hočevar pred nama. Zelo, zelo, sem vesela, da vas, lahko gostimo. Da poveste o tej vaša kariera je, tako bom rekla, legendarna in dolga in veliko zgodb je, ampak najprej ajde z najlažjim vprašanjem, a sploh vi pijete met in čaj? Jaz pijem čaj, ja. Ja. Rad pijem kavo kot čaj, ampak pijem met in čaj. Seveda ga. Sem Ja. pomislila na vas, ker vem, da ste, velik ljubitelj psov. Koliko jih imate trenutno pri vas Samo doma? 2, ker se je poslovila naša Hera. Pri No, 11 ampak vseeno, letih. ne, tak hud minus je zunaj. A je to kaj problem, tako zjutraj peljati, lulati pa kakati? Ne, to sem naredil ob 7:30. Ja. Zgodnji od vedno? Ja. Včasih sem še bolj zgodaj. Ja. No, saj vas sprašujem, ker sem jaz tudi tam. Znam že ob 4-5, ropotati na kompjuterju, kar bi Ja. Aljaž vedel povedati, ker že ob 6: a smo to, a bomo to?" Tako da Aha. danes, si vas bom tako solo privoščila. V redu. 100 in eno vprašanje imam za vas. Najprej pa vsak ta podcast Met in čaj začneva z Aljažem tako, da goste vprašava ali pa prosiva, da se na kratko predstavijo. Zdaj, ko vas nekdo, za tiste, ki vas morebiti ne poznajo, a lahko nas malo sprehodite skozi vašo medijsko kariero, ki se je začela tam v 70-ih, a ne? Ja, začel sem pravzaprav z novim letom 70. Pol imamo zdaj 55 let. Konec 69. leta so me povabili na televizijo in sem redno začel z novim letom 70. To je že kakšen let, ja, 55 let, ja. Je pa res že dolgo. Spomnil sem se pa, da bom novinar, sem se pa spomnil že nekaj mesecev prej, ko sem korakal po Rue de Varenne iz Raspaja gor v Parizu in sem šel s predavanja in v hotel, kjer sem bil večerni nočni receptor, in ne vem, takrat sem rekel, jaz bom novinar. Sem pa takrat že pisal za Mladino, no. To je bil Pariz 60 let, kjer se je nenehno nekaj dogajalo. In takrat, preden sem se čisto odločil, sem bil na Sorboninem centru za vpisovanje, Saint-Sontier se mu reče, no, in tam so pretepali enega reveža šoferja, ki je prišel vpisati svojega gospodarja. Študentje smo pa stali v vrsti, on je prišel pa kot gospod, livreran šofer, nenavaden, ne? In se je zrinil naprej in je rekel, da je prišel svojega gospoda vpisati, in potem so tega reveža malo pretepli, fantje. In sem rekel, no, to gre pa zares, no, ampak pa se ni zgodilo nič velikega, razen da je bilo 14 dni stavke, pa so bile smeti po mestu. Tako da je bilo, skratka, prav v redu, in takrat sem rekel, jaz bom novinar, no. In začeli ste na TV Slovenija, kam vas je pa potem odneslo, kako se je nadaljevalo pol do danes? Jaz sem prišel v Ljubljano samo po plašč, ker nisem imel dosti denarja, da si bom vse kupoval, in sem rekel, grem po zimski plašč domov, pa malo domov pogledati, ne, da vidim starše takrat za konec leta. In sem srečal Meto Verbič, to je bila naša kolegica, starejša malo, in je rekla na televiziji, pa mi zdaj organiziramo zunanje politično redakcijo, pa iščemo nove mlade kadre, bi ti prišel. In meni se je zdelo to malo tako zabavno, zanimivo. Sem rekel, ampak pol bom jaz šel, ne, nazaj v Pariz, ker moram še študirati, ne.
In je rekla, da ni problem priti, ne. No, pa sem prišel in ostal. Sem pa šel v Pariz nazaj že pol kot poročevalec, ne. To pa je. Ampak iz TV Slovenija ste potem, ko smo se osamosvojili, ste prestopil na Republiko. A sem si jaz to prav zapomnila, da je tako Pa sosledje je bilo? bilo že prej veliko drugih. Jaz sem ostal 5 let na televiziji, ker so me poslali v Latinsko Ameriko. In v Latinski Ameriki sem začel v Peruju, kjer je bil za začetek državni udar. Jaz sem imel pa srečo, da sem tam v Limi že 14 dni vsak dan bil na kavi z doktorjem Borisom Bitncem, ki je bil doma s Pržana, jaz pa s Koses, in je bil sošolc mojega strica Jožeta. In on je mene najdel, jaz sploh nisem vedel za njega, je prišel tja, prav mi je en rekel, da je en terata tle. Sem rekel, ja, ne, no in tako, prav 5, pa sva se na kofet dobivala. In je tam na kavi rekel, bova zdajle kavo popila z ministrom, namreč, da povem, kdo je bil doktor Boris Bitnc. To je bil lastnik industrije ribje moke in konzerv. Obvladal je 60% svetovne proizvodne ribje moke, no. Skratka, bil je velik podjetnik in seveda so k njemu hodili gospodje ministri na kavo, ne sam jaz, ne. No in pol je rekel, veš, ampak tale minister ne bo zmeri minister, boš spoznal še njegovega naslednika. In tako sem jaz vedel, da bo tam sprememba, ne. In ko je bil udar, ki sem ga doživel pred kamero v studiu, ki sem samo upal, ajde, to pomeni, dajte mi linijo, ne. In so mi dali linijo, 2 Indijanca sta pred mano stala z brzostrelkami, jaz sem pa ponavljal ene 3 stavke, ker več nisem vedel, kaj se dogaja. No in tako se je začel takrat moja avantura se je začela takrat. Takrat sem s televizije pol zaradi tega kmalu odkorakal, ker je prišel dopisnik Tanjuga, ki mi je povedal, da ko sem se jaz trudil, je bil on že dopisnik, ne. Jaz sem pa rekel, ampak veš, jaz nisem kriv, ne. Se spon sva ratala zelo dobra prijatelja. No in je rekel, po naslednji dogodivščini, ki jo bom zdajle povedal, skratka rekel, a bi šel ti namesto mene, ker jaz odhajam iz Latinske Amerike, ne. No, skratka, zgodilo se je pa to, da so nas po udaru na ambasado vse poklicali, ker nas je bilo v Limi, kjer je bila takrat tudi konferenca neuvrščenih, ministrska. No in na ambasadi so vsi razlagali, kako se nič ni zgodilo, zlasti pa ambasadov. Nič se ni zgodilo, vse bo v redu, biznis mora iti naprej, veliko gospodarstvenikov je bilo takrat tam. In čisto zadnji, najmlajši sem bil jaz, seveda. To je bilo leta 75, ne. Nisem imel še 30 let. Ampak dosti ni manjkati. No, skratka, zgodilo se je, da sem jaz na koncu, ko so mi dali besedo, rekel pa, kdo vam je rekel, da se ni nič spremenilo, ne. Sem rekel, spokajte pa pejte domov, če lahko še kaj rešite od biznisa, ne. Ker je sprememba popolna. In od teh diplomatov nihče več ni hotel z mano govoriti. Zelo so zamerili. In edini, ki je prišel pol k meni, je bil ta Tanjugov dopisnik Boža Rafajlovič. In je rekel, bi šel ti namesto mene za dopisnika. In takrat jaz sem bil pol še skoraj pol leta v Latinski Ameriki. No, in ko sem prišel nazaj, so me že čakali, če sem pripravljen za tako jed, ne. Pa že smo v Mehiko prišli, to je bilo, se je zgodilo sredi poletja, ko smo novembra v Mehiko prišli, me je Ignacio Golob, to je bil ambasador,
vprašal, a si tukaj že za stalno, ali greš še prej domov, ne. No, in tako, skratka, in pol sem ustal tisto prvo rundo, 6 let v Mehiki, pa sem šel še na Kubo, 12 let je trajala ta dogodivščina, ki je bila posledica tistega udara v Peruju, in tako. No, ko sem rekla, bova kar klele nadaljevala, pa šla potem na tudi vaše druge pozicije oziroma v drugih medijih udejstvovanje. Latinska Amerika, ko sem rekla, da z vami snemam to epizodo Metinega čaja, so rekli, super timing, ne, seveda jasno zaradi aktualnega dogajanja v Venezueli. Zdaj, vi ste se pravi bili tam v 70-ih, 80-ih, ko se je, zdaj meni kot zunanji opazovalki se zdi, dogajalo ali pa najavljalo nekaj podobnega, čemur smo priča bili tudi zadnje dneve, tedne, z ameriškim napadom na Venezuelo. Vi ste bili dopisnik v tistih letih, s kakšnimi občutki spremljate to, kar se zdaj tam dogaja? Kakšne misli vam grejo po glavi? Grozljive misli, da se vračamo v tista leta, da je vse spet tako, kot je bilo takrat. Takrat je imela Amerika, Severna Amerika, ne? Ja. Latinsko Ameriko za svoje dvorišče in s Trumpom zdaj se je to vrnilo, ne? Takrat se je dogajalo, da si šel, ne vem, v en tak bolj nobel lokal, ne? In tam noter ni bilo drugih kot 2-metrski Američani, vojaki, specialci, ne? Ki jih je bilo kjerkoli, kolikor hočete. In zdaj se to pač po tolikih letih spet vrača. V Venezueli je bilo pa takrat tako, da nas je gostil Carlos Andrés Pérez. To je pa človek, ki je nacionaliziral naftne zaloge, ne, naftne vrelce, in je bilo zelo zanimivo in on je pač hotel si narediti malo reklame, a ne. Mi smo bili takrat jugoslovanska radiotelevizija in so bile vdaje tudi za celo Eurovizijo, ne, pa za po celem svet, ker smo bili neuvrščeni. No, in nam je plačeval neverjetne dogodivščine po Venezueli, od Andov, res dobesedno, do izliva Orinoka in do Esequiba, za katerega nismo vedeli, da obstaja in je šele zdaj postal zanimiv. Esequibo je ta sporen del med Venezuelo in Gvajano, kjer so največje zaloge nafte in vseh drugih rudnin. Za katere je ameriški predsednik rekel, tole je pa zdaj naše. To je pa zdaj naše. To je pa naše, ja. S tem upravljali, dokler nam bo to ljubo. Kaj se vam zdi, kaj se ponavlja po vašem iz tistih časov, ko ste vi tam delali kot dopisnik, pa kaj se vam zdi, ko spremljamo to, kar se pač dogaja danes, da je res kaj novega? Od, ne vem, ameriških interesov po svoji južni sosedi, če sosedov vzamem kar cel kontinent, do vrste voditeljev takrat in danes. Torej, voditelji takrat so bili, majhen bolj so jih imeli na kratko, ker so vsi študirali, veliko je bilo vojaških, ne, in te so vsi študirali v vojaški akademiji ameriški v coni Panamskega prekopa. Ne? Te, ki so bili iz aristokratskih krogov, iz kjerkoli države, ne, so morali najprej narediti pravno fakulteto, potem pa še vojaško akademijo. Jaz sem imel enega prijatelja, ki je lani umrl, ki mi je vse te stvari zelo živo pripovedoval, ker je to skozdal, ne. In je bil specialist za vojno proti gverilcem, zato je postal gverilc. Skratka, ja, vsi so bili takrat iz podobnega testa in so se dobivali enkrat na leto, vsi ti voditelji,
so se dobivali v San Salvadorju in so ga pili en cel vikend. Jaz sem jih enkrat videl. Škoda, ker nisem mogel snemati, ker toliko pijanih generalov, polkovnikov, predsednikov ne vidiš kar tako. Ne? No, to so bili pa prijatelji, sošolci in so ga žingali do nezavesti. No, tega ni več, ne? Tega sproščenega pijančevanja, kot so ga imeli te sošolci, tega ni več, drugače so pa Američani jih pač na drug način začeli dresirati zdaj, ne? Ker Američane je nehala zanimati Latinska Amerika po padcu Berlinskega zidu, ker se jim je zdelo, da Kubanci so tako in tako lačni in ne bojo nikomur nagajali, ne? Ostali se bojo pa že kako in oni so se začeli ukvarjati z drugimi deli sveta, predvsem z jutrovim, ne? Medtem ko so Latinsko Ameriko malo prepustili svobodnemu trgu in to je šele Trump zares ugotovil in je videl, da je to z njihovega stališča napačno. No, in je šel nazaj na tiste čase, ki smo jih ravno mi doživljali, takrat, ko smo tam snemali in pol sem bil dopisnik še do dne, ko sem se vrnil na televizijo. Ne? To je bilo pa 12 let kasneje. Vi ste v bistvu še vedno aktiven, ne? Ste, bom rekel tako, tik pred 80. rojstnim dnem in evo, po 45 letih znova poročate za Delo, tokrat spet o stvarih, ki se zdijo zelo podobne, pa na nek način tudi drugačne. Jaz sem to spremljal ves čas. No, to ja, ampak tako, hočem reči, to dogajanje je spet toliko živahno, kot je bilo na tistem koncu v tistih letih, ne? Se zdi, da gre ta fokus. Kaj vas danes še žene k temu, da ste aktivni? A vam take stvari tako živc potegnejo na plano, ali pač to radi delate, poročate, spremljate? Ja, vse skupaj, no, jaz to ves čas počnem, ne? Odkar sem v tem kšeftu, jaz zjutraj začnem tako, da grem pogledat na računalnik, kaj se dogaja, kakšni so dnevi in tako naprej. To mi je ustavljeno. No, kam greste najprej, na katere strani? Kakšna je vaša medijska dieta? Najprej grem pogledat na Delo, kaj se objavlja. Ne, pol grem pa grem gledati tudi agencijske novice, ki jih lahko spremljam še vedno, ker sem aktiven delov novinar, ne? In imam vstop tudi v agencijske novice in vse drugo. Vse spremljam, slovenske medije, ne vem, mednarodne medije, Latinsko Ameriko pa sploh, zlasti tam, kjer imajo kaj štofata pravga, ne? Med mednarodnimi Latinsko Ameriko zelo dobro spremlja BBC, tudi Španci, zlasti El País, ne? Skratka, vse to pregledam vsako jutro. In to na vse zgodaj. Ja. Po Venezueli, ki je pač še vedno vrelišče, se napovedujejo že naslednje so na vrsti, ne vem, Kolumbija, Kuba, Mehika, bova pol prišla do Grenlandije, pa se ob tem omenja in demokracijo, narkoterorizem, nafto, geopolitiko. Koliko gre po vašem mnenju, ker to regijo res zelo dobro poznate, koliko gre res, ko Američani o tem govorijo, za vrednote, koliko pa za čist gole interese? Prav čist nič za vrednote in čist vse za interese. Vrednote so prodajali že nekoč, ne, ko so govorili o tem, kako bojo demokracijo upeljali, ne, in seveda jih to ni zanimalo. Popolnoma nič, ne. Kubancem so ves čas pomagali ostati na oblasti, ker jim je to odgovarjalo, in kadar je Fidelu slabo kazal na Kubi, jaz sem bil pol nekaj let tudi na Kubi, ne? Ja.
kadar jim je slabo kazali, so samo majhen zategnili pas in je Fidel lažje pritisnil na svoje in je bilo že spet vse v redu. Tako da, če ne bi bilo Američanov, bi Fidel lahko že tudi padel. Ampak so oni poskrbeli vsakokrat posebej, da je obstal. Kaj se vam kot poznavalcu tega dela sveta zdi, da Zahod pri teh državah še vedno ne razume ali pa razume narobe? Si tudi ne poskuša razumeti. Aha. Zahodu je absolutno vseeno, kaj misli Latinska Amerika. Vedno so ga imeli za najprej vzeme, kako se je sploh začela. Ko so šli odkrivati Latinsko Ameriko, Španci in Vatikanci, so začeli seveda s pobojem. 3/4 starih prebivalcev so pobili, so pa umrli zaradi bolezni, ki so jih z Evrope prinesli, in ta odnos je ostal za vekomaj. Potem so začeli namesto aristokratov hoditi reveži, jaz temu rečem lačen mohari. In potem po drugi svetovni vojni še politični prebežniki, to se pravi od visokih nacističnih oficirjev, pa fašističnih, pa vseh kolaborantskih vojska, je vzel, recimo, najraje jih je vzel Juan Domingo Perón, ki je bil značilen in čist fašist, potem je pa znal se prilagoditi, da drugič, ko je prišel nazaj, je nastopil skoraj za levičarja je veljal v Evropi, tam ne, ampak v Evropi pa. No in tako se je Latinska Amerika ves čas obnašala. Reveži so hodili še naprej tja in mi je rekel takrat Boris Bitenc, veš kaj prav, če se tle ne znajdeš v 2 letih, spoki pa pej domov, ker pomeni, da si nesposoben. Boris je bil pa velik milijonar, pa tak zelo skromen človek, prav nič nadut, ampak je pa res, je bil pa res bogat, če imel, ne vem, z avionom svoje me je vozil, pa recimo te kraje, kjer je bil zdajšen papež za škofa, to je v izgubljenih krajih na severu Peruja, sem spoznal zato, ker je v Borisovem avionu, ki ga je vozil Borisov pilot, zmanjkalo goriva. In smo morali pristati na Sečurski obali ob Pacifiku brez goriva. In tako smo prišli v kraj, kjer je bil pol papež za škofa. Torej, če ne bi takrat bil, ne bi verjel, da taka mesta sploh obstajajo na sred puščave. Kot, bom rekla, jugoslovanski dopisnik, bi rekla, da je v tistih časih položaj Jugoslavije pa nesvrstanih v Latinski Ameriki, če rečem, da je bil ugleden ali pa dober, se verjetno ne zmotim, ne? Ne, zelo dober, zelo velik ugled je imela. Kako je bilo pol poročati nekomu kot novinarju iz Jugoslavije od tam? Tako, so vas po rokah nosili? A je bilo kaj lažje zaradi tega? Tam, kjer so me nosili, tam, kjer me niso, so me pa včasih tudi kaj pregajnali. Ampak najtežje je bilo iz Havane. V Havani smo imeli težek položaj, slab položaj. Obravnavali so nas kot zahodnjake, ker je bilo za njih nekaj. Za ljudi je bilo nobel, ker ti si bil pol za navadne smrtnike si bil zanimiv, ampak za oblast si bil pa živ vrak. Drugot je bilo pa zelo v redu. Mislim, da jo ni bilo države, kjer ti to, da si bil iz Jugoslavije, ne bi pomagali. Tudi v Venezueli, recimo, pa čeprav je bila takrat enkrat liberalna, enkrat konzervativna, jaz sem dolga leta hodil tja, ampak tam smo bili zelo gori vzeti, bom rekel.
Zelo so nas lepo sprejeli in bilo jim je do tega, da poročamo tako, da jim bo všeč. Ne? Ni bilo kakšnega nezaupanja ali pa ne. Takrat še tega Chaveza seveda ni bilo, ne. Tega že toliko let. Ampak Chavez, se spomnimo, Chavez je najprej hotel priti še malo po desni, ne, na oblast. Po je videl, da ne gre, je poiskal na levi podporo. On je bil pač odločen, da bo vladal in je vladal. A vas to, kar se zdaj dogaja, tako zelo skrbi, sam skrbi, ali vidite kot na nek način, korake v pravo smer in da se bodo stvari na daljši rok postavile na boljše pozicije za prebivalce v tistem delu sveta? Torej, zaenkrat je zelo slabo, ne? Zaenkrat je popolna zmeda, ampak na daljši rok verjetno bo boljša, ne? Ker računamo, da tudi ne bo Trump, tudi če naredi še kakšen udar v Ameriki, ne? Ali pa če si podaljša, ampak on je moj letnik, ne moreš računati, da bo živel še 50 let in delal zgago tam po Venezueli, ne. Ampak zaenkrat je pa tako, da je seveda zelo hudo. To, kar je Maduro Venezuelcem naredil, je mislim, nepozabno, neizbrisno in seveda tudi neodpustljivo. Ampak skratka, enkrat nekdo ga je moral umakniti, ni pa dobro, da ga je Trumpa, ne. Ko so ga na volitvah premagali, tega pač ni vzel zares in jih je nagnal vse skupaj, ne. Ker on je bil nasprotje Chaveza, čeprav je bil njegov hlapec, ne. Ampak on je bil toliko vase zagledan, da se ni dal. On se je učil pri Kubancih, ampak se mi zdi, da učili so ga Kubanci drugega razreda, medtem ko je hotel biti Fidel, ne. In tako zavedan vase kot Fidel Castro, pri čemer ni obvladal ničesar, okoli njega so bili pa sami Kubanci. Ne samo čuvaji, tudi drugi svetovalci in katastrofično je, ne, da ti svetuje, kako voditi gospodarstvo en Kubanc, ki nikoli gospodarstva v življenju ni videl odbliz. Nobenega, ne. Na Kubi gospodarstva pač ni že 65 let in to je zelo škodovalo Venezueli. Chavez se je znov obrnil, Chavez je bil izobražen, pregnan, kar češ, znov je govoriti, ne, in nekako je znov voditi. Ne mislim, da je bil zdaj kakšen Angelček, ne, ampak je znov vsaj voditi. Ta zdaj je bil pa tak, to sem pisal že 10 let, še več, da ta je pa en revček, Andrejček, ki so ga dali šolati, on je bil šofer mestnega avtobusa, ne. Je bil pa, se je šel malo sindikalista in ga je ta dobil Chavez. Glih te prav je bil zanga, ne. Znal je nastopati, poslal ga je šolati na Kubo in potem je kar lezel gor, ne. Od sindikalista je postal politik, kot politik je bil hiter minister, potem podpredsednik in na koncu je njega imenoval, pa čeprav niti ni bil ta prav Venezuelc, ampak Kolumbic, sam tam tako, to ni pomemben, ne. Ker so vendarle isti jezik, ista kultura. No in ga je porabil za svojega namestnika, ker očitno v Chavezovi senci ni mogel nič zresti, ne. Razen en tak napihnan Maduro, ne. Zdaj, ko rečete
da ni dobro, da ga je Trump zamenjal. A imate tukaj v mislih to, da se kot vi aktiven spremljevalec ali pa opazovalec zunanje politike že vrsto desetletij, da imate tukaj v mislih tudi, da se red, kakršnega smo poznali po drugi svetovni vojni in mednarodne organizacije, ki so nekako recimo urejale svet po drugi svetovni vojni, da se spreminja od nekih mednarodnih pravil do tega, da kdor ima, karikiram, največjo pištolo, najmočnejši tank, tisti bo lahko vzel, kar bo hotel. Ja, pa najhitrejšega konja, pa najhitrejša strela, ja, kavboj, ja. Ja, seveda. Sesuva se vase v sistem po drugi svetovni vojni, in mislim, da tudi mi še nismo tega doumeli, ker ko sem spremljal tele naše politike, ki so govorili o velikem uspehu v varnostnem svetu in tako naprej, varnostni svet nima nobene vloge več, ne. Žal. Tisto je kar hudo gledati, ja. Ja, hudo je gledati, res. Ta nemoč. Popolna nemoč, ne. OZN je nekako zelo draga mašina, ki veliko denarja pogoltne, nič pa ne pomeni, ne. Čisto drugače od tistih let, ko ste vi bili in na tistem koncu in tudi konec koncev pol na drugih delih sveta, ko ste poročali, ne. Jaz sem bil tudi opazovalec OZN v Mozambiku, recimo. Ja. Ne, takrat je to, ko si bil opazovalec OZN, si bil, Marija pomagi, nekaj resnega, ne. In so te jemali zares dobro. Jaz sem imel 2 malezijska majorja, ki me morala čuvati pa voziti, ne. In sem videl, da jima ne morem zaupati, sem džipa vozil sam, onedva sta pa spala noč, seveda smo pol odkrili, ker sta bila zelo pobožna muslimana, in sta tudi molila, onedva sta hotela, da se ustavimo, kaj bo čas za moliti, sta se delala, da sta pobožna. Ne, jaz sem zahteval, da grejo preiskati, kaj se dogaja s tem 2 tipom, ki skozi spita, ne. In so ugotovili, da ima ta nočni lokal, ja, to je bilo Quelimane, mesto ob reki Rio de Bonšenjajš, to je tam pač ob Indijskem oceanu, malo višji gor, in sta imela tam nočen lokal, so pol ugotovili, ne, so prišli prositi, če lahko še kar naprej vozim jaz džipa, ker absolutno ne sme več, ne. So ugotovili, da celo noč nič ne spi, ne. Jasno, pol pa spal, ne. Vozili smo se pa kar norci, namreč jaz sem bil opazovalec nekje na enih hribih, ker se je bilo treba voziti vsak dan gor pa dol, vse skupaj 5 ur. No, jaz sem vozil 2. Ampak takrat so OZN bili resna stvar, ne. Desetletja nazaj. To je bilo, ko se je OZN pojavil, so ljudje nekaj manj mirno stala, ne. Danes je pa zlasti Trump prispeval, da ni nič od tega, ni pa samo Trump kriv, seveda, ne. Ja, sistem, kakršnega smo poznali, se sesuva. Da se more nekaj spremeniti, gospod Tone Hočevar, se kaže pa že dalj časa. A je mogoče celo skrajni čas bil, da se, četudi, bom rekla, dosti take brutalne stvari zgodijo, ker sicer bi pacali še nekaj časa, v redu, novega sistema še nimamo, ne vemo, kaj bo prišlo, ampak tako, kot je italijanski filozof Gramsci rekel, star sistem se sesuva, nov še ni rojen, vmesni čas je pa čas pošasti. Zdaj pa rabimo še kakšnega novega Albanca, da bo kaj povedal. Gramsci je bil Albanc, namreč. Italijanski filozof, ampak Albanc. Tako kot Craxi. Onedva sta bila najbolj uspešna Albanca v Italiji v tem povojnem obdobju, pa v tem 20. stoletju prejšnjem, ne. A smo v času pošasti? Absolutno smo v času pošasti. To se pa strinjam. Smo. Ampak mislim pa, da sistem Združenih narodov
se je pa nalomil, pravzaprav, če pomislimo, leta 1989, ko je padel berlinski zid, ne. In je bilo konec odnosov vzpostavljenih po drugi vojni, pol kasneje se je pa še bolj, ne. To je bilo nemogoče pričakovati, da bo to zdržalo vse pritiske in vse nove interese. Je nemogoče, ne. Dokler je bila Nemčija razdeljena, dokler je še kaj ostalo od vrednot, recimo po drugi svetovni vojni, je nekako šlo, pa je bilo pa konec, ne. Pa tega seveda nismo hoteli, ker to ni tako preprosto podreti, ne. Ampak pol je samo ostala gromozanska struktura, administrativna, vplival je zmeraj manj in smo, kjer smo, ne. Kje pa v tem smo, kjer smo, Evropa, Evropska unija, po vašem mnenju, ko opazujete, kaj se dogaja, ker ne samo, ne vem, Venezuela, Mehika, Kuba na tarči ali pa na tapeti, je tudi zelo intenzivno Grenlandija kot ena nova točka pozornosti. Kako močno, nemočno pa vidite v tem aktualnem dogajanju Evropsko unijo? Ja, škoda, ker jo ni več, ne, včasih je bila. Zdaj ima pa toliko majhen vpliv. Odkar so Američani povedali, da nas pravzaprav ne rabijo, ne, Evropejcev. Ja. Da so si izmislili Evropsko unijo zato, da bojo imeli nadzor, ne. Da so si izmislili tudi NATO zato, da bojo imeli nadzor in da bojo vplivali na kompletno evropsko, na vse evropske države, kolikor se bo le dalo, ne. Je zelo težko pričakovati, da zdaj brez Evropske unije in brez NATO, kakršnega smo poznali, še naprej vse dela, kot da se ni zgodilo nič. Ne, tisti trenutek, ko je Trump rekel, pejte se kojne, pač bi se šli kojne, pa nismo imeli konja, ne. V tem je hec zdaj. Ne vidite nas, da bi nas, kot ljudi, ki smo Evropejci in Evropejke, da bi igrali pomembno vlogo v naslednjih letih? A so na svetu zdaj samo ZDA, karikiram in poenostavljam, ZDA, Rusija in Kitajska? Kot veliki trije, ki obračajo in vrtijo, kje bo kako kakšen del sveta urejen. Ja, približno tako, kot je bilo nekoč, ja. Saj tudi prej so bili Rusi pa Američani, ne. Zdaj so še Kitajci, Kitajcev prej ni bilo na sceni, ker so bili nerazviti. Ja, jaz se bojim, da ja, ne. In ta Evropa je pač dobila jo po glavi od svojih sinov, ne. Navsezadnje je Trump napol Nemec, napol Škot, ne. Vsi so priseljenci, vsi ljudje v Latinski Ameriki, ki kaj pomenijo, so potomci belih priseljencev ali pa beli priseljenci, ne. Bogi reveži, domorodci so tako revni, kot so bili, ko so jih Španci tlačili, pa Angleži, dan danes so morda še bolj potolčeni, ker so jim vzeli dušo, vzeli so jim kulturo, jezik, vero, vse so jim vzeli, skratka, oni ne vplivajo na nič, razen v tistih krajih, gor po Andih. Jaz sem hodil po Andih, takrat sem bil še hribovec. Nimajo reveži kaj, ne, samo v nedostopnih krajih je ostalo nekaj od prejšnjih starih kultur, vse drug so pa evropski priseljenci, pa naj bojo, ne vem, od severa, juga, od kjerkoli, ampak vsi so Evropejci. Če rečem, da optimistični glede prihodnosti niste? Ne, nisem, ne. Ne? Kaj pa optimistični glede prihodnosti žurnalizma medijev?
Marija, to je pa še malo hujše. Še slabše. To je pa, zdajle pa res hudo, no. Zakaj, zakaj se vam zdi, da je hudo? Ne vem, skušam biti ves čas nekako še vedno, ne glede na leta in vse skupaj, del tega dogajanja, ampak dogajajo se pa res grozne stvari. Ne vem, vzemo slovenske časnike, se spomnite velikih stolpenc, velikih Seveda. hiš v Mariboru, pa v Ljubljani za Ljubljanco, pa v Ljubljani na Titovi, torej na Dunajski, dom tiska so rekli, pa ne vem kaj vse. Dan danes je delo v enem malo večjem prostoru, v stranski zgradbi, a ne, ker stolpence že zdavnaj ni več za delo. V Dnevniku je nekaj podobnega, namesto dveh, bi rekel, kak palač tam za Ljubljanco, imajo zdaj tudi ene 2-3 sobe, ne. V Mariboru so jih izselili kar v en prostor, ki je last predsednika občine, župana, no. Ja. Skratka, no, drugih pa ni več, ne, časnikov. Kaj so največje spremembe po vašem mnenju? Mislim, tako kot ste vi doživel medije, se pravi, začeli delati konec, v 70-ih in do danes, kaj bi rekli tisti koraki kot največje spremembe v medijih, ki ste jih vi dali skozi? Torej, mi nismo bili v nobeni Indiji, Koromandiji takrat, ne. Da imamo zdaj se delali, da takrat je bilo pa vse perfektno, seveda ne. Ampak vse glik se je pa recimo pazilo na jezik, pa tisti, ki smo tam delali, smo nekako poskušali paziti tudi na vsebino, ne glede na vse pritiske z leve in desne, bom rekel, ne bilo je samo z levo, ampak levica je bila na desni, ne. Mi ne moramo reči, da je bila takratna partija levičarska organizacija. Ne moreš, ker ni bila, ne. Bila je oblastna struktura, ki ni dovolila nobenih premikov, to pa sodi na desno. Ampak zdaj so že pri filozofijah političnih. Na jezik smo predvsem zelo, zelo pazili. A moram zdaj začeti govoriti, kot da ne klepetava? Znam. Ne, jaz to tako Ja. vedno spremljam in vidim, da kolegi in kolegice, ki imate daljši staž kot jaz, ste zelo pozorni in se drugače, bom rekla, bolj izborno, mogoče v tem, ne vem, čisto knjižnem smislu jezika izražate. Tako da to je videti, da imate ta profesionalen background, ki nekako se ne da verjetno kar spremeniti, ko rečemo, Ja, to pojmo pa na nismo čaj, ne. hodili na politično šolo ravno vsi, ne. Ja, seveda, no, bodimo realni, ne. Drugače je bilo, ne vem, s filozofske priti v medije kot s politične šole, kot so takrat rekli kasnejši FSPN oziroma FDV, ne. Ali pa zdaj še ena politična šola, tudi zelo vpliva, to je pa ta s Poljanske, teološka fakulteta. To je druga politična šola, ki daje novinarske kadre, ne. Ampak skratka, to je vendarle velika sprememba, velika razlika v primerjavi s tistimi časi, ko smo, saj večji del, se trudil, da bi nekako profesionalno raven prilezel, ne. Danes je zaradi teh novih medijev pa različnih aplikacij, platform, ko je treba biti ves čas zraven, ves čas objavljati, ker sicer te algoritmi pozabijo, je ritem, ali delaš kot novinar oziroma novinarka ali pa si na dopisniških mestih, majčkeno drugačen, kot je bil včasih. A lahko mogoče malo poveste, kako je bilo biti dopisnik v smislu, koliko obveznosti ste imeli, koliko ste lahko vplivali na to,
o čem boste poročali, koliko pogosto je nekako bilo treba poročati, da dobimo občutek, kako so se stvari spremenile do danes? Ja, zelo so se spremenile. Najprej, ker ni bilo tega, da ti novice mečejo v glavo in v hrbet in pod noge, si jih moral iskati. Ne vem, v Venezueli bova šla, ker se že glih v Venezueli pogovarjava. V Venezueli si moral pač potvati, ogromno se premikati, iskati ljudi, ki bi ti kaj povedali, zelo paziti, da te niso kaj pretepali, ker si iskal med ljudmi, ki so mislili drugače. Ampak vedno si imel neposredne informacije. Ne? Kjerkoli si poročal, si moral zelo brskati. Ne? Še bolj je bilo treba brskati, ne vem, na Kubi, kjer je bil dostop do informacij tako rekoč onemogočen. Sem pa pozneje delal v kubanskem sistemu še v Rimu. Ne? Vatikan je izjemno podoben, kar zadeva informacije, podoben kubanskemu. Morda zato, ker je Fidel Castro bil jezuitski učenec in študent. Ne? Spreminjati se je začel, ko so se te množični elektronski mediji začeli razvijati. Ne? Danes ni treba biti v amazonski džungli, da veš, kaj se tam dogaja, ker je njih 300 virov, ki ti... Ja, seveda, ne. Saj ne veš, aj kakšen resničen. Problem je pa v tem, ker zdaj pa kar nekaj vsi lapamo, v resnici pa ne vemo, kaj se zares dogaja. Takrat smo vedeli, jaz sem šel v amazonsko džunglo gledati, kako to zgleda, ne. Pa sem prišel živ nazaj. In so nam naredili veliko veselico, ko smo se pripeljali nazaj, in sem rekel, zakaj pa praznujete? Pa niso povedali tem do polnoči, pa so rekli, zato, ker ste nazaj prišli. Jaz sem rekel, prej smo plačali že 3 ekipam, pa benga ni bilo nazaj. Ne? In pol sva se ga pa z Joco tam, Žnidarčičem pa od vse groze, midva napila na mesnih. Ne, se nisva zares. Spodobi se, da takšno priložnost mislim, mi se hecamo v Štajercih, da je tam nič pet v zraku, ne? V Ikitosu, v amazonski džungli, se nam je pa zgodilo, da smo prišli v ta prvi barček ob cesti. To je prav ob Amazonki, a ne čist. Mesto je na obeh straneh Amazonke. In stopimo noter in je Joco rekel, daj mi en per. On se je začel trest, ne? V štir se je začel trest, pa je začel razlagati, da mu zakon ne dovoljuje strežiti alkohol dopoldne zjutraj, ker smo zjutraj prišli tja. Šele takrat smo opazili, da je gostilna čisto razbita. Nakar nam je razložil, da je bilo 6 Štajercev, oziroma to nam je pol en slovenski diplomat razložil, ki je rešil teh 6 Štajercev iz zapora. 6 Štajercev je prišlo in je rekel, daj mi per. Ne? In ker mu niso dali pera, jim niso dali pera, so razbili. To je bila resnična zgodba. To je bila resnična zgodba. Čakajte, vi ste omenili, da ste Štajerc? Ne, nisem, zakaj? Ne, pa sem narobe slišala. Samo Joco je rekel, ki je bil Štajerc, je rekel, daj mi en per. In on se je trez začel, ker to daj mi en per so oni mornari na nemški ladji s panamsko zastavo, so not prišli in so bili, jaz jih razumem, bili so pa džejni, bilo je groz, tam je bilo tako vroče, da se te kar mešali, in so prišli žejni in so hodili en per, tako. Ampak tako, ko opisujete, kakšno
je bilo delo dopisnika včasih, No, ko so ja, bila ja. sredstva, da si lahko šel na lokacije, ko si iskal zgodbe, ne pa prevajal, ne vem, agencijske novice ali pa AI spraševal za kakšne povzetke, ne vem, kakšnih zgodbic, ne, bi si mislila, mislim, lahko rečem, da bi kar veliko kolegov in kolegic reklo, da so bili tisto na nek način zlati časi. Danes je Zlati časi so bili. Priznam, bili so zlati časi. Ne? Kakorkoli je bilo težko informacije iskati, ampak tisto je bilo avtentično. točno to. Bil si nekako izpopolnjen, bil si zadovoljen, ker si nekaj zvedel in potem napisal, včasih si moral paziti, kako si napisal in tako naprej. Ampak je bilo pa seveda božansko. Ne? Tam kaj zvedeti je pomenil na koncu en rezultat. Ne? Točno to, ker je bilo težko, ker tako, kot ste rekli, si mogel paziti, da te niso pretepli, pa bili smo veseli, da smo prišli ven iz džungle in podobno, ampak res tisto novinarstvo, kakršnega sem jaz imela v mislih tudi, ko sem šla študirati novinarstvo, ne, ker pa je danes tudi, če pogledava, kakšno je bilo število dopisništev včasih, kje vse smo imeli, bom rekla, svoje ljudi, da so nam povedali, kaj se tam dogaja, ne, je danes to kar naenkrat tak strošek, ki si ga redki, nam rekla, ne nujno, da nočejo dati za to, ampak niti nimajo več sredstev za to, ne? Ne, zdaj tudi nimajo, ja. Ampak včasih so se tudi tako organizirali, da je pač ta denar bil namenjen temu. Ne? In so pač plačali dopisnika, da so ga imeli, ker je to pomenilo tudi boljšo prodajo. Ne? Delo je vsekakor slonelo na dopisniški mreži, zlasti na tuji. Zunanja politična redakcija je bila vrhunska. Ne? Danes je komi še kdo dela tam. Ne? Jaz zelo z veseljem sodelujem še, ampak v redakciji je en sam fant, ki je urednik in redaktor in vse. Ne? Ja. Ker ne čudi pol na nek način tudi, ne, ko gledam raziskave zaupanja v poklice. Agencija Valicon dela to raziskavo Ogledalo Slovenije, mislim, da se ji reče, in najdeš poklic novinarja, voditelje televizijske tam čist nekje pri dnu. Ljudje ne zaupajo več medijem. Ja, seveda ne. A se vam zdi, da je to, sploh je sumničavost recimo do tradicionalnih medijev kar velika, se vam zdi upravičena ali tudi nevarna? Ali oboje? Bolj nevarna kot upravičena. Zdaj upravičena je zato, ker te mediji nimajo več take teže, kot so jih imeli. Nekoč. To je normalno, da nimajo. Če nimaš več svojih poročevalcev, svojih mnenjskih avtorjev, kaj pa boš pa, ne? Ampak tega nima nihče več, zanimivo, tudi zunaj je že slabše. Ja. Ne? Če ravno veliki trgi še prenesejo nekaj medijev, ki lahko še plačajo velike redakcije, močne redakcije, ki znajo plačati tudi takim, o katerih vedo, da znajo napisati in vedo, o čem pišejo. Ne? Ampak je pa tega vedno manj povsod. Komu pa Tone Hočevar danes zaupa, recimo? Od Zeitungov Splošno. zaupam, ne le vnukinjam. Ampak berem veliko, no. Berem še zmeraj italijanske, francoske, španske, latinske, berem vse, poslušam, gledam. Kjer format medija pa vam je, delali ste za različne, ne? Kjer format pa vam je vedno bil najbližji? Kje ste se najbolj domače počutili? Ne vem, televizija pa Zeitungi. Več sem bil v časopisih kot na televiziji. Jaz sem bil v bistvu malo let na televiziji, sam sem bil pa zelo intenzivno in nekako mi je pasal. No. Ste kar pustili pečat, ja? V resnici sem bil pa samo 10 let vsega skupaj. A res? Najprej 5 in potem še 5.
sodeloval sem pa skozi in še zdaj sodelujem. Ne? Ampak v službi sem bil pa na televiziji v 2 etapah skupaj 10 let. Sem imela pa v glavi, da je bilo več. Zanimivo. Kako se pa Tone Hočevar danes, ko je toliko sprememb, sploh v zadnjih 20 letih v medijih, ko gledamo ta vzpon in družbenih omrežij, ko se ljudje iz tradicionalnih na nove medije selijo, kako se pa vi znajdete v tem času? A ste kje na družbenih omrežjih? Ne, jaz imam sam Facebook, ampak nič politike, s tem se ne ukvarjam. Jaz tam lajkam kužke in nič, nobene politike ne maram, oddelič ne maram nobene politike. Pač še zmeraj sem v stiku tudi s pomočjo teh elektronskih medijev s kolegi iz Latinske Amerike, s prijatelji, tistimi vsaj, ki so še živi, je pa zanimivo, ne? Vedno manj jih je. Ne? Vedno manj jih je, včasih prav težko, kako ga pokličeš, pa povejo, da ga ni več. Ne? Je pa dobro ostati v stiku, da ugotoviš, ne vem, ko smo že pri Latinske Ameriki, da je tisti tvoj kolega, ki te je moral kot policaj spremljati na Kubi. Ne? In je bil, poleg tega, da je bil tvoj kolega tudi direktor kubanskega Cajtanga in CK-ja, ne vem, kaj se je bil, da je šel revež umret v Evropo, ker je videl, da na Kubi niti aspirina ni. Kaj šele, da bi bilo res tisto, kar so oni prodajali, da so naredili zdravila proti covidu. No, skratka, take zgodbe mi velikih manj takih pravih, no, ker jih zdaj kot novinar ne moreš zvedeti, če nimaš res starih prijateljev, ki ti povedali. Imamo 2 generaciji starih prijateljev. Eno so kolegi, s katerimi smo 50 let nekako skupaj, ne? In drugo so sošolci naših otrok, ki so danes 50 plus, ne? Stari in tisti, ki so še ostali, recimo na Kubi, povedo, kako je. Jih je pa zelo malo ostali. A bi danes vi priporočali kariero nekomu, ki je danes, ne vem, 18 star, pa se odloča, kaj in kako naprej? A bi jo priporočali pejti v novinarstvo? Bi mladim to rekli pejti? Mislim, da bi mu prav svetoval najbrž nekaj danes. Torej, danes res ni velikih perspektiv. Ne? Lahko se odločaš. Ne? Jaz tudi svojim otrokom nisem svetoval, če ravno sta oba novinarja, ne? Pa sta takrat se odločala popolnoma sama. Jaz sem bil takrat v Rimu, ko sta se sama usmerila v to. Ampak onedva sta poznala novinarstvo od doma. Ne? Ja, seveda. Ja, iz drugačnih. Prišla sta v Mehiko kot čist majhna, ne? In potem sta šla, ne vem, skupaj že kot srednješolca in imata čist drug pogled. In potem, ne vem, tudi sem bil jaz na televiziji, takrat je še bila Indija Koromandija v primerjavi z zdajšnjimi časi. Ne mislim tehnično, ampak odnosi so bili drugi. Tudi v redakciji je bilo čist drugače. Veliko sodelujem tudi še zdaj s televizijami, pa vidim, da ni ravno tako zelo dobrih ozračij, kot so nekoč bili. Seveda tudi takrat ni bilo vse krasno, ne bomo zdaj mislili, da je bilo. Ne? Ni bilo. Ampak si znal preživeti, si znal si izboriti kaj in je bilo smiselno se potruditi. Ne? Zdaj pa ne vem, ni. Malo so temna obzorja. No?
Ja, njih malka bi temu pritrdili. Dobro, če pa počasi pa morava iti zdaj proti koncu tega najinega podcasta in seveda ne moreva mimo kužkov. In ker govoriva o medijih in novinarstvu, dajva še kakšno reči o kužkih kot novinarskemu orodju. Katere pasme so se izkazale za najboljše novinarje? Pri nas kar vse. Jaz sem v Mehiki ugotovil že, da sem vstopil v realen svet Mehike. Ne v tisti Mikasa, Tukasa, ampak v ta prav, da me je soseščina sprejela šele s kužki. In to ne s tistimi, ki smo jih mi pač pobrali tudi iz ulice, pa smo jim dejali, in so bili naši. Ne? Aha. Ampak takrat so me zares sprejeli, ko smo imeli rodovniške pse in so, seveda, če si dopisnik, moraš biti v razmeroma, vsaj takrat je bilo tako, sprejemljivem okolju. Jaz sem šel najprej v nenaravno in mi je Nace Golob prišel reči, naj takoj zamenjam in pol sem. Ja, seveda, no, vsaj varen moraš biti. Ne? Jaz sem šel, zelo mi je bilo všeč v enem becirku, Miskvak, sem mu rekel, ker pa ni bilo ravno. Nace je rekel, da se ne počuti varnega, ki se je pripeljal k meni. No, in smo šli potem v okolje, ki je bilo sprejemljivo, malo na obrobju tudi zaradi zraka za otroke, ker tam je zrak zelo slab, je taka kotlina kot Ljubljana. In nas je ta ulica zares sprejela, ko smo imeli pse, ki so jih hodili gledati. In kar naenkrat smo bili del te ulice in so nas jemali za svoje. Ne? Prej pa ne, ker smo imeli cucke kin, enega, ki sem ga vzel od nemškega kolega, ki je šel domov, pa smo ga mi vzeli, da se nav potepal po ulicah in tako naprej. In smo imeli skozi doma več kužkov, že od starega očeta naprej. To ni, da sem si jaz zmislil. In nikoli kakšni mački, vedno psi. Ne, mačke imata pa šele vnukini. Ampak ne te dve, ki sta tukaj z nami, ampak drugi dve, ki nekako ne grejo zmeri mački, pa psi skupaj. Ja, poznam. Ampak psi, pravite, so se izkazali, no, se ste o tem tudi pisali, več knjig ste izdali o psih, med drugim Kosmata druščina, ne? Pišete tudi, da so se izkazali kot dobrodošla pomoč pri spoznavanju ljudi, pridobivanju informacij in odpiranju vrat, ampak pravite pa, da ne glede na pasmo so vsi nekako bili zelo dobri novinarji. Vsi so bili dobri novinarji. V Mehiki so nam odprli vrata, dobesedno. Mehikanci so zelo zaprti, ne? To njihovo veseljaštvo navidezno je v resnici trpko. Ne? Sem navidezno, ne. Ja. Medtem ko so Kubanci, ki izgledajo zelo nezaupljivi, ko se enkrat malo odprejo, so veseljaki. Ne? No, ampak na Kubi brez psov ne bi zvedel, ampak ničesar. A res? Dobesedno. Bi vedel to, ker so moji predhodniki kot dopisniki, ki nikoli niso vedeli nič. In sem videl, da tudi španski niso nikoli znali dobro, ker se z njimi nihče od sosedov in teh ni pogovarjal, pa so pa neki mlatili. In me je moj predhodnik, ko smo bili skupaj s Kubanci na kosilu, je rekel, a lahko vi govorite majhen bolj počas, da vas bom razumel. Ne? In takrat sem ugotovil, da moji predhodniki, dopisniki pač sploh niso znali jezika. Ne? Zares. Pač je znal Cajtenge prebrati pa agencijska poročila. Ne? No, tam so mi psi, ampak dobesedno odprli neslutene dimenzije. Ne? Ker sem imel dobre pse in sem s Kubanci skupaj jih šolal.
sem kar naenkrat ugotovil, da jaz poznam tudi generala Ochoa, ki ga je dal pol ubiti Fidel Castro, tak je bil komandant Angole. Ne? Aha. Ja, zato, ker sva skar cucke cukala, kot mi rečemo. Ne? Ja, smo se iz različnih klubov srečevali, smo se poznali, ne? In pol ugotoviš, da tisti, ki te pa vpeljal v to, je pa človek, ki je Fidelu naredil tisto kravo, ki je dala 120 litrov mleka in tako naprej. Ne? Ampak, če ne bi imel psov, tega ne bi bilo, ne? Nikakor ne. Poleg te knjige, ki sem jo omenila, Kosmata druščina, ste, če bi koga zanimali še malo več zvedeti o tem, kaj je gospod Tone Hočevar počel profesionalno, ste Vulkani ne umrejo, ko ste bili dolgoletni dopisnik iz Latinske Amerike in Karibov, pa potem viharne trenutke zgodovine ste beležili v knjigi Skušnjave. Ja. In še, ja, seveda, ko ste bili dopisnik iz Rima, ste napisali tudi Rim večen in svet, minljiv in posveten. 4 knjige, a sem si prav to pribeležila? Je še kakšna v planu? Je, pa še ni narejena. Ok, o čem pa bo? Pa veliko knjig sem tudi prevedel. Ne? Ja? Ja. Ampak to je že pred časom. O čem pa bo ta nova knjiga? Če smete izdati. Ne bi še veliko izdajal. Dober. Prav, pol pa zadnje vprašanje, pred čisto zadnjim, ko vas povprašam po zanimivosti, kar je klasično zadnje vprašanje gostom v Metinem čaju. Kaj je po vašem najpomembnejša lastnost dobrega novinarja in novinarke? In a se je to v zadnjih letih, v desetletjih vašega dela kot novinarja in voditelja, urednika, a se je to kaj spremenilo? Se pravi, najpomembnejša lastnost po vašem mnenju? Ja, najprej je radovednost. Če nisi radoveden, potem je boljše, da sploh ne greš. Potem je pa druga, je pa, da skušaš biti tudi resnicoljuben. To je morda še težje, kot biti radoveden. In tretje, da imaš rad svoj jezik. Ne? Ampak pri nas slovenski jezik. Še ravno ga dan danes mečemo v koš in otroci iz šole pridejo pa govorijo angleško med sabo. Ne? Mi smo zavozili, jaz mislim, in to od šol do medijev. Pa to niso krivi tek, so danes stari 5 let, ampak tisti, ki smo toliko starejši, da smo to dovolili oziroma nismo se uprli, ko smo videli, da se to dogaja. Hvala lepa, dobre 3, lepe 3. Radovednost se mi zdi pa tako po mojem spominu, kar so zalažem intervjuvala goste v Metinem čaju, ki so sicer večinoma bili iz medijev in medici, ne pa izključno, pa bi skoraj rekla, da se pojavlja pri vrhu. Ja. Mislim, tudi jaz bi jo dala, da če tega nimaš, je težko sploh, ne vem, kaj se iti v tem poklicu. Ja. Ja, nič pa nas to pripelje gospod Tone Hočevar do zadnje točke današnjega programa, oziroma programa tokratnega Metinega čaja, ki nosi številko 310 in sicer trenutek, ko gosta povprašamo, da z nami deli eno zanimivost, ki je lahko karkoli, ampak nekaj, kar oceni, da morda veliko naših poslušalcev in poslušalk ne ve, pa da bi jih znali zanimati. To vedno vprašava vsakega na koncu in evo, sama ušesa so me. Marija, pomagi, kaj pa naj povem? Ja. Se je bilo res veliko zanimivega že v zadnji debeli uri, kar so se o tem pogovarjali. Ja, sej to jaz vedno vnaprej pošljem e-mail, ker vem, da zahteva tudi malo, da človek razmisli, ampak nič zato, ker je bilo res meni zelo zanimivo poslušati. Vse to, kar ste povedali, no, strašna kariera, nora kariera, bi šli še enkrat po tej poti? Absolutno. Ja, bi šel.
če bi pa še enkrat bili na tistem razpotju, na katerem ste bili v 60-ih, bi šli po tej poti? Ali bi Ja, bi sebi šel. 20 let staremu, 20 plus, svetovali kaj drugega? Ne, jaz bi, glede na to, da sem takrat začel, šel po isti poti, vsekakor. Po kakšni bi šel pa danes, če bi bil toliko star, pa res ne vem, pojma nimam. Gospod Tone Hočevar, v zelo, zelo veliko zadovoljstvo mi je bilo, da sva lahko poklepetala o tem, o vaši karieri, in da ste z nami delili modre misli na temo aktualnega dogajanja v Latinski Ameriki in svetu. Tako da hvala lepa za tale metin čaj in bom rekla vse dobro v 2026. Hvala lepa. Pa metin čaj bom pil. Hvala.